Dober dan. Kot je znano, se epidemiološka slika v Sloveniji relativno naglo slabša. Temu primerno se slabša tudi situacija v našem kliničnem centru. Kot je znano, smo pričeli z fazo 3, kar je bilo nujno glede na število hospitaliziranih pacientov. Kot veste, imamo v tem trenutku hospitaliziranih okrog 70 pacientov, ki se zdravijo zaradi akutnega COVID-19 obolenja in pa več kot 20 pacientov, ki se zdravijo v intenzivni terapiji. V fazi 3 smo aktivirali ne samo stavbo druge etaže ginekološke klinike, ampak tudi že prvo etažo ginekološke klinike in pa tudi stavbo oddelka za infekcijske bolezni, kjer deluje tudi COVID ambulanta. Ob tem se nevarno bližamo limitu, kar se tiče zasedenosti postelj za intenzivno terapijo, ki jih imamo v tem trenutku na voljo 24, tako da smo primorani večati kapacitete z dodatnimi v končni fazi 16 posteljami, ki pa bodo zasedene konsekventno postopoma, kakršen bo pač prirast pacientov. Seveda se zaradi tega soočamo z zelo velikimi kadrovskimi problemi. Še enkrat bi želel poudariti, da smo imeli pred COVID krizo v naši ustanovi zaposlenih samo 11 zdravnikov, ki so bili specializirani za intenzivno zdravljenje pacientov, bodisi kirurških, bodisi internističnih, na 27 bolniških posteljah. Sedaj pa načrtujemo dodatnih 40 postelj, je pa popolnoma jasno, da nimamo niti zdravniškega kadra, niti kadra zdravstvene nege, kar je izjemno pereče. Skratka, vsi, ki delajo v intenzivni terapiji, tako zdravniki, še posebej pa medicinske sestre ali pa oboje enako, so enormno obremenjeni in zato jim v tem trenutku izrekamo vso pohvalo in zahvalo. V tem trenutku lahko rečem, da je na COVID delovišča prerazporejenih več kot 200 zdravstvenih delavcev, hkrati pa imamo velike težave zaradi izostankov zdravstvenega osebja, zaradi bodisi okužbe, bodisi karantenskih odločb. Zaradi teh razlogov je v tem trenutku odsotnih 150 uslužbencev naše bolnišnice. Dodaten problem, velik problem pa predstavlja tudi vse večji izostanek zaradi bolniškega staleža, kar kaže na izgorevanje zdravstvenih delavcev, tako zdravnikov, medicinskih sester kot ostali. Tudi tukaj je ta številka blizu 150. Poročam lahko tudi o tem, da smo sprejeli odločitev o 4. fazi pandemskega načrta, kar zajema aktivacijo oddelka za pljučne bolezni. Tukaj bo 4. stavba, kjer bodo nameščeni COVID pacienti in tam bo prostora za dodatnih 50 bolnikov. Za 4. fazo bomo pričeli takoj, ko bo to potrebno, predvidoma pa nekje v pričetku naslednjega tedna, seveda pa se lahko zgodi, da bo pandemija eskalirala že prej in bodo te namestitve potrebne že preko vikenda. Lahko si predstavljate, da zaradi prerazporeditve kadra, še posebej kompetentnega kadra, enostavno ni bilo mogoče dela organizirati na način, kot je bilo to pred epidemijo. Odpadajo številni zdravstveni programi, posebej elektivni programi, ambulantne storitve, pa tudi elektivne operacije. Zelo verjetno je pa, da bomo te programe v prihodnje primorani še dodatno reducirati. Seveda se trudimo, da bi bilo odpovedi čim manj in kadre, ki so razporejeni na COVID delovišča, doziramo na ta način, da ohranimo čim več programa, ki ga običajno izvajamo. Lahko rečem, da v naši bolnišnici je poprečno zasedenih približno 1000 bolniških postelj, v tem trenutku pa je še vedno 500 postelj zasedenih, več kot 500 postelj zasedenih z ne-COVID bolniki, ki so pa v glavnem zelo težki, pravzaprav najtežji bolniki, ki ne morejo v tem trenutku zdravljenje opravljati na način brez bolnišnice. V delo UKC Maribor se na srečo vključujejo številni zunanji sodelavci, da tako rečem. Tu mislim predvsem študente, tako študente medicine kot študente zdravstvene nege, teh je več kot 100. Ob tem pa so pripravljenost pokazali tudi koncesionarji, v tem trenutku 10 koncesionarjev, ki se bodo postopoma vključili v naše delo,
pa tudi medicinske sestre, ki delujejo v ustanovah izven naše bolnišnice oziroma izven našega kliničnega centra. Vsake pomoči smo zelo veseli in je nujno potrebna. V naši ustanovi smo seveda ves čas v kontaktu z strokovnjaki iz vse Slovenije, tako z kliničnim centrom v Ljubljani, kako tudi z svetovalno skupino vlade. Ne vemo pravzaprav natančno, kako visok bo drugi val, ampak ocenjujemo po zdajšnjih projekcijah iz današnjega dne in včerajšnjega dne, da bo najverjetneje potreba po hospitalizaciji pacientov z COVID obolenjem več kot 1000, morda več kot 1500 in da bo potrebnih več kot 200 intenzivnih postelj. To predstavlja resnično ogromen problem za celoten slovenski prostor, ampak v tem trenutku se situacija, kar se tiče organizacije, izboljšuje. Na nivoju vlade so bile v zadnjih dneh sprejete številne odločitve, ki jih pozdravljamo, tako kar se tiče organizacije dela, distribucije in logistike, kar se tiče distribucije pacientov po ustanovah, rekrutacije specializantov v matičnih ustanovah. Pravkar pa se dogovarjamo tudi o namestitvi nekaterih pacientov v zdraviliške komplekse. Smatramo, da so vsi ti ukrepi pravilni in pravočasni, tako da načrtujemo oziroma si želimo in smo prepričani, da bomo tudi uspeli, da bomo za vse paciente lahko poskrbeli na primeren način. Je pa potrebno še enkrat posebej poudariti, da bodo standardi, ki so prisotni v vsakodnevni obravnavi, preko običajnih ne-COVID pacientov in tudi COVID pacientov v prihodnje gotovo znižani, saj so omejeni predvsem kadrovski resursi.